Božično-novoletni koncert predstavlja tradicionalni letni programski vrhunec Zgodbe Medvode, na katerem poslušalcem ob boku božičnega in klasičnega repertoarja venomer prikažejo nekaj svežih skladb, predvsem pa so nas v zadnjih letih navadili, da je to tudi stališča produkcijske izvedbe eden večjih in imenitnejših dogodkov v naši občini. Ja, super, mislim, da smo lepo zaključili sezono. Godbeniki so bili zelo pridni letos, moram jih pohvaliti, na vaje so hodili tako, kot bi si želel, no. To je to. Speljali smo tudi intenzivne vaje v Tolminu, lih tako, skoraj cel orkester je bil tam, so si vzeli čas, bili skupaj cel vikend in zaradi tega lahko tudi mogoče napredujemo pa naredimo kaj več, kakšno intonacijo poštimamo in se mi zdi, da so se res potrudili, tako da se jim zahvaljujem. Koncert se je tradicionalno pričel s korakanjem godbe na Pihala na prizorišče, za kar so vadili tudi na intenzivnem vikendu v Tolminu. V uvodnem delu smo slišali nekaj svežih koncertnih maršov, nato pa se je godbenikom pridružil tradicionalen glasbeni gost, tokrat trubadur slovenske Istre Rudi Bučar. Dalje bomo naše novice, kar gre, dalje bo naše novice, kar gre. Ma super, ne, mislim, to je itak posod tam, kjer greš z bando, ne, je to ta pravo, ne, ta godba Medvode res ga žgejo, ne. In že na vaji je bilo tako, pa jih ni bilo, niso bili vsi, ne. Danes pa je to pihano in tudi ful dobri ljudje, mislim, kaj da rečem, vse pozitivno, ljudje, publika iz prve je zagrabila, tako da sem mogel tudi jaz prijeti iz prve. Rudi Bučar v kombinaciji z orkestrom oziroma godbo na Pihala je sicer prav letošnji december pogosta kombinacija na slovenskih koncertnih prizoriščih. Medvodam pa postaja počasi dober znanec. Že lani je koncertiral v Smledniku v sklopu festivala Poletje med vodami. To je hujše kot rock'n'roll. Mislim, tudi kot godba na Pihala, ne, to je podobno kot pri gasilcih, ne, to je, ima velik sociološki pomen, ne, se pravi, ampak tudi obveze, ne, po koncertu so potem striktne. Ne. Je to v bistvu zdaj neka naveza, ki se nekako oblikuje, pa mogoče bo še kaj bolj dolgotrajnega, mogoče vsako leto Rudi v Medvodah? Ja, jaz se bojim, kaj bo drugo leto. Če se pravi 3 leta potrebujejo za vzpostaviti neko tradicionalnost, ne. Če bo drugo leto kaj, jaz si upam trditi, da bo. V drugem delu večera, ki ga je povezoval Jure Galičič, je sledil še prelep poklon Avseniku z valčkom Zvezde na nebu žare, nato pa zabavni cirkusantski intermezzo s Atención a la marš in spontano zlitje v Kan ter slovenski zaključek z venčkom narodnih. Malo smo še pod vtisom, sem še pod vtisom celega večera, ampak mislim, da nam je uspel en tak lep večer za vse obiskovalce. Ocenjujem, da jih je bilo nekje med 900 do 1000. Tako da smo dokazali še enkrat, da je v bistvu to ena izmed najbolj obiskanih prireditev v občini Medvode. Na božično-novoletnem koncertu glasbeniki tradicionalno v svojih vrstah pozdravijo nove člane, tokrat kar 4 nove mlade moči na flavti, klarinetu in bobnih. Z decembrskim koncertom pa je svoj 4-letni mandat predsednika godbe Medvode zaključil Matej Moran, ki so se mu člani godbe poklonili s posebno zahvalo. S kakšnimi občutki si doživljal današnji koncert, ki je bil v Sloveniji? Zelo lepi, no. Že zadnje 3 mesece v bistvu sem bil nekako na 2 stolčkih, kar se tiče službe, kar se tiče tudi vsega skupaj, kar se je dogajalo. Veliko energije je šlo tako v ta koncert, tako ga pač vse obstranske stvari, zaradi katerih pač organizacija odhoda in tako naprej. Nisem vedel, da mi bojo pripravili to, kar se mi. Tako da v bistvu takrat niti nisem vedel, kako naj reagiram. Zato sem bil tako pač kratek, kakor sem bil. Tako da ne vem. Še enkrat bi se zahvalil vsem članom upravnega odbora. Marsikdaj sem mogoče malo povzdignil glas ali na sestankih, ali na vajah, zaradi organizacijskih stvari, zaradi takšnih in drugačnih. Mislim, da je to vse šlo čez in da bo ostali samo nekako dobri spomini na to in da bo godba v bistvu se več ali manj se upravni odbor ne bo spremenil, mogoče bo samo en nov član bo, tako da mislim, da temelji so postavljeni še za nadaljnjo rast in gledamo naprej v bistvu k 100-letnici godbe Medvode, ki bo čez 5 let. S 1. januarjem predsedniško funkcijo prevzema Klemen Avguštin.
Poskušali bomo ohraniti trend, tak trend, ki ga je dozdajšnji predsednik vodil. Seveda ne bomo zaspali, imamo tudi nekaj idej, kaj se da ojačati, izboljšati. Predvsem bomo poskušali povečati število članov, to je ena od primarnih nalog. Upam, da bomo nadaljevali dobro sodelovanje z glasbeno šolo. Tle predvsem računamo na te nove mlade člane, sveže iz glasbene šole. Teh res veliko potrebujemo in verjamem, da bomo tle lahko kakšen napredek še naredili. Leto 2023 je bilo za godbo Medvode sicer nadvse aktivno. Ob stalnicah, kot so Prvomajska budnica, Vstajenska budnica v Sori, sekcijskih koncertih, sodelovanjih z drugimi društvi in nastopih na osrednjih občinskih proslavah o praznikih, je leto zaznamoval tudi veliki koncert Slovenske popevke na otvoritvi festivala Poletje med vodami. Udeležili so se mednarodnega festivala pihalnih orkestrov na Malem Lošinju in nastopili na otvoritvi Medvoškega loka. Ja, jaz sem v bistvu nad godbeniki navdušen lik zaradi tega, ker so naredili toliko novega programa v enem letu, se pravi skladb, ki jih prej še niso igrala. Ne? Ker, veste, za to, bom rekel, niti ne velik orkester, je to velik zalogaj, ker pač odgovornost za vsak part pade na vsakega posameznika. In mi smo pravzaprav igrali 3 zelo težke programe. Ne? Zdaj, Slovenska popevka je mogoče včasih lahka za poslušati, ampak za orkester je pa kar zahtevna, kar težka in rab veliko vaje orkester, takle, bom rekel, amaterski sestav oziroma ljubiteljski sestav rab veliko vaje za to. Če se pa zdaj naprej dotaknem programa, pa ja, jaz upam, da je bilo dovolj raznoliko za vas, da še prijete in bi vso publiko povabil in pohvalil. V zelo lepem številu so se zbrali. Uradni program nedeljskega koncerta se je prevesil v kar trojni bis. Na prizorišče se je še enkrat več vrnil Rudi Bučar s pesmijo Tisti ljudje, sledila pa sta še obvezna stalnica v programu za konec leta, Radetski marš in Kranjsko dekle. In seveda novoletno voščilo godbenikov. Godba Medvode vam želi srečno novo